nekakšen okvir današnjega pogovora. Ja, spoštovane gospodarstvenice, spoštovani gospodarstveniki, gostje, vsi, ki vas temo gospodarstvo zanima, lep pozdrav. Moram povedati, da sem vesel, da ste se zbrali v tako velikem številu, da rečemo nekaj besed o tem, kje pa smo danes na področju gospodarstva. Dejstvo je v tem, da je naše gospodarstvo po naši presoji v relativno težkem položaju. Vse ključne številke v zadnjem obdobju gredo navzdol in sicer trije ključni kazalniki gospodarstva, produktivnost nam pada, na drugi strani rast bruto družbenega produkta je upočasnjena, napovedi so nizke, ne moremo biti zadovoljni s številkami tam med 1 in pa med 2%, zato ker je naše gospodarstvo, kakorkoli obrnete, nišno gospodarstvo. In če so s takimi nizkimi številkami lahko zadovoljne večje države, mi ne moremo biti. In tretja zadeva, industrijska proizvodnja. Slovenija, veste, ali pa morate vedeti, da je ena od 3 najbolj industrializiranih držav v Evropi in da nam v zadnjem obdobju in za lansko celotno leto lahko rečem, da je industrijska proizvodnja padla. Zdaj, za uvod bom šel v krizo 2008. Kot veste, smo takrat padli v veliko krizo in gospodarska rast je bila negativna. Mi smo šele leta 2017 dosegli leto 2008. Na osnovi česa? Na osnovi tega, da, to je treba priznati, je bil glavni protagonist tega takratni finančni minister Dušan Mramor, ki je bil tako strog, če poenostavim, da smo lahko v glavnem trošili toliko, kolikor smo naredili, kar je moj moto povsod, pa vi, ko delate v gospodarstvu, veste, da brez tega ne gre. In takrat se je naredil temelj, zato da smo imeli gospodarsko rast pozitivno, visoko od 3 do 5, pa zaključili smo leta 2022 z rekordno 8,2% gospodarsko rastjo po zaključku COVID-a. Po oceni OECD-a smo bili takrat druga država v Evropi oziroma med članicami OECD-a, ki je najbolje menedžirala COVID krizo. Za Dansko smo to zadevo dosegli. Zdaj, kakšna je razlika med takrat, ker smo zdaj spet v krizi in danes? Takrat smo v krizo padli, zdaj pa padamo. In če ne bomo ukrepali takoj in ne ukrepamo, bodo posledice hude. Gre za to, da je potrebno postaviti strani države konkurenčne pogoje za gospodarstvo, za vas, da boste lahko delali, prodajali, pa čisto preprosto ali pa lepo in grdo povedano, plačevali davke. Vi ste motor, ki omogoča, da se družba kot celota giba ali pa če hočete motor, ki omogoča državi, da živi in pa deluje. Zdaj, povedati pa je treba o tem, da, kot sem že rekel, da nam ta ključni kazalnik produktivnost nam pada. Mi smo si pred časom, par let nazaj, zastavili kot država, da bomo prepolovili padec produktivnosti napram Avstriji. In smo bili na dobri poti do konca leta 2022. Pogledate, zadnje številke spet padamo. Ta razkorak do naših severnih sosedov se veča. Niti ni na istem mestu. Zato je tukaj pač potrebno realizirati tisti akcijski načrt, ki ga imamo. Jaz temu rečem Biblija gospodarstva, ampak to ne gre samo za zadeve v gospodarstvu. Tu gre za celotno državo, gre za vse sfere, ki jih je treba narediti bolj učinkovite kot servis za vas v gospodarstvu, da boste lažje in bolje delali. Zdaj, par mojih ocen še o tem, kaj se dogaja pri nas v gospodarstvu. Gre za to, da je dejstvo, da mi v Sloveniji delujemo v večini kot del
ene dodane verige vrednosti, ki pa se zaključi zunaj, ne pri nas. Mi smo v veliki meri dobavitelji, kar ni nič narobe, je v redu. Ampak ko pridajo tisti naši osnovni kupci v težave, to, kar je zdaj na germanskem govornem področju, ko Nemci kihnejo, je pri nas gripa. In te zadeve se posledično pri nas pokažejo. Zato bomo morali, ko sem prej govoril, da mora država ustvariti pogoje, zato da lahko delate, o davkih ne bom jaz govoril, bo Ivan povedal več na tem področju, ampak mi kot država pa moramo tudi z svojimi vedenji, znanji spodbujati vas, da pomalo preidemo tam, kjer se to seveda da, do končnih proizvodov. Zelo dobra je situacija, ko pogledate same številke, izvoz in vse te zadeve, vendar bo potrebno v strukturi preiditi od proizvajalca polproizvodov, če hočete, do proizvajalca končnih produktov in do tega, da se bo večji delež dodane vrednosti naredil pri nas. Pa če poenostavim, pa samo za primer povem, gozdno-lesno verigo, mi smo imeli situacijo, ali pa imamo zdaj situacijo, čeprav smo neke stvari spremenili, da je bolj kot ne, pa če sem zelo nesramen, tako kot je bilo leta 1945, izvažamo hlodovino. In na osnovi izvožene hlodovine naši severni sosedje v največji meri dodajajo vrednost in pokasirajo tisto, kar mi ne znamo. Mi imamo recimo 6 milijonov kubikov letnega etata, pa še posekati te zgodbe ne znamo, oziroma na polovici tega področja smo. Tako da, to je zdaj samo en primer. Tudi na drugih področjih in tudi vas pozivam kot podjetnike, da pač razmislite o tem, na kak način boste poslovali v bodoče. Seveda se nič ne da spremeniti čez noč. To ni zadeva, da prežgeš luč, pa zgasneš luč, pa imaš končne produkte. Mi moramo to, kar imamo, obdržati, pa korak po korak dvigovati dodano vrednost. Jaz večkrat rad rečem, da moramo preiti iz mišic k možganom. In tukaj lahko država s svojimi ukrepi pomaga. Mi smo danes konkurenčni in o tem mislim, da bo Ivan kaj povedal v nadaljevanju, pri nižjih plačah. Bolj, ko gremo gor k možganom, bolj smo nekonkurenčni. In to so zadeve, ki jih moramo nasloviti z več strani, da bomo lahko naredili en premik naprej. Še nekaj okrog naših trgov. Ljudje kar radi pozabijo, ali pa mi, pa tudi v povprečju v Sloveniji moramo vedeti, da mi 80% vsega, kar naredimo v gospodarstvu, to, kar naredite vi, v produktih in storitvah, izvozimo ven. To je naš motor, ki giba celo državo. In če hočemo, da boste uspešni, da bo gospodarstvo uspešno, moramo ustvariti pogoje, ki bodo podobni, kot so tam, ko prodajate. Vodi tako ali pa drugačno politiko. Mi 80% od tega, kar ven prodamo, spet prodamo v Evropsko unijo, večino tega na nemško govorno področje. In če vzamete, ko je Juga razpadla, smo bili vezani dol, pa smo se dobro transformirali v Evropo. Pa zdaj so težave v Evropi, pa bo treba razmisliti, kako teh 20%, ki jih prodamo izven Evrope, nabildati, ob tem, da to evropsko zgodbo obdržimo. To je spet zgodba, ki se ne da narediti čez noč, ki jo lahko začnemo spreminjati korak po korak, sistemsko, ob tem, da spoštujemo tiste, ki ustvarjajo novo in pa dodano vrednost. Jaz mislim, da je ključni problem danes, vse te bedarije, ki so bile sprejete, je potrebno odpraviti. O tem, to ne moreš nadgraditi. Bedasto spremljanje ali pa evidentiranje delovnega časa je treba odpraviti. Če ga bomo šli mi nadgrajevati, bomo samo še bolj zakomplicirali, še te bolj priklinili. Pravilniki o dvigovanju bremen,
je treba odpraviti. Skratka, to je ena cela zgodba, lahko pol v nadaljevanju kaj o tem dodatno rečemo. Ampak ključna pa je sprememba miselnosti. Mi danes govorimo o tem, ali pa slišite politike, ko gospodarstvu očitajo, da imajo dobiček. Dobiček je ponos podjetja, ponos delavcev in ponos države. In če se bomo do tega tako obnašali, bomo imeli za deliti. Če bomo onemogočali vam podjetnikom ustvarjati dobiček, pa še tistega, kar zdaj imamo za delitev, ne bomo imeli. Drugič, spodbujati moramo odličnost. Glede, vsi Slovenci, tisti, te pomembni in te uspešni, so uspeli s končnimi produkti. Mi se ne smemo drogirati z večino državnega gospodarstva, ki ga bomo morali tako ali drugače sprivatizirati. Iz dveh razlogov. Prvi zato, da bo bolj uspešno, drugi zato, da ne bo to vrtiček, na katerem se bo pasla politika. Mi moramo imeti Akrapoviče, Pipistrele in take gospodarstvenike, ki bodo uspešni na svetovnem trgu. Zaključil bom pa ta prvi del z eno zadevo, ki mogoče na prvi pogled ne zgleda, da se vas tiče, pa se nas. Vi v gospodarstvu morate na nek način preko čist individualno ali pa preko organiziranih organizacij postaviti politiki ogledalo. Do politike je potrebno biti kritična. Ne more se politika na tak način obnašati do motorja svoje države, da se nekontrolirano spreminjajo zadeve, potem se pa gremo pogajati, pa nekaj malega obrusimo, bedarija je pa noter vgrajena. Tukaj bo potrebno drastično za zadeve, ki so neustrezne, pač zadeve povedati in jih onemogočiti. Drugi problem, ki pa tudi je, pa ni direktno z vami, pa ima grozovite posledice, so pa mediji. Če imate medije v rokah, lahko delate prave poteze, pa je vse narobe. Pa če hočete boljši primer kot zadnje vlade, predzadnje vlade 2022, covidna vlada, če še danes po 2 letih kaj slišite, 3, drugega kot to, da smo zadimljevali ljudi, niti ene pozitivne zadeve, a številke so bile pa takrat prave. Se pravi, lahko delaš zlato, če pa delaš bedarije, pa o tem ne pišeš, pa so bile spet tiho. Brez spremembe na tem področju ne bomo naredili premika. Imamo situacijo, ko sta 2 veliki televiziji, veste, kje sta. Ena je čisto zabluzila, ena vsaj ve, kam dela, pa z malo ljudmi vpliva na 70% volitev. Imamo 4 cajtnge v Sloveniji, ki so vsi angažirani na eni strani. Imamo 80% lokalnih radijskih postaj v rokah nekoga, ki je spet na te prave strani. Pa z glavo se žiher zaletavamo v zid, pa ne bo nič narobe. Tukaj imate vsaj nekaj še svetlih točk. Zato moram reči, da sem v mojem okolju jezen na moje kolege gospodarstvenike, ki niso dovolj sodelovali in pomagali tistim, ki se trudijo za lokalno obveščenost, pa so bili kupljeni in jim je onemogočena ta zadeva zdaj. Dajte, tu pa tam vsaj v lokalnem okolju pomagajte, oglas se delajte, obdržite jih neutralne, zato ker v tem enoumlju bomo težko prišli do tega, da bo na volitvah drugače. Pred nami je zdaj 1 leto dni, sadile se bojo rožice, ljudje bojo pozabili na velik bedarij in se bojim, da ne bomo zmogli kritične mase, da obračunamo z načinom dela, ki deli, ne pa ustvarja. Danes smo tu zato, da bomo rekli nekaj o tem, kako ustvariti pogoje za to, da boste lažje delali. Čisto preprosto, da boste več davka plačali, pa da boste zadovoljni za to.
Ampak ne na način, da vam ga dvignemo, ampak da vam ustvarimo pogoje, da te bolj delali. Hvala za dobro. Ja, gospod Simič, vi pa znate, ne stavite ogledalo vladi, vsakršni vladi. Ste pa tudi že bili na čelu enega urada, ki bi ga lahko po domači imenovali urad za ukinjanje neumnosti. Včeraj je gospod Počivalšek že govoril. Nekaj podobnega se zdaj dogaja tudi v Združenih državah Amerike, sicer na malenkost drugačen način, pa vendarle, kako bi vi danes nastavili ogledalo trenutni vladi? Če govorijo o tem, kaj se dogaja v Ameriki, ukinitev teh raznih agencij in tako naprej, jaz sem se danes kar nekaj dopisal na Twitterju, vsi to jemljajo preveč enostavno. Vi lahko stavite tablo, vi lahko date ljudem izkaznice, delovne knjižice, ampak vse to bolj zgubite na sodiščih. Vsi se vrnejo nazaj in tako naprej. Najprej treba zakon sprejeti, za katerega že govorim leta in leta, ko pride nova vlada, vsi ostanejo brez službe in nova vlada si postavi svoje ljudi. To bi moralo biti, pomeni vsak bi se zavedal, da ima službo za 4 leta, ne pa za neskončen čas in bi bil tudi odnos drugačen in pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja. Veste, ki meni nekdo pride okrog hiše, meri centimetre, koliko je zelene površine, pa koliko je asfalta, je to za mene življenje. Ali pa ne vem, kaj se zdaj dogaja s pregledi, davčnimi pregledi doktorjev, kar je brez veze, ker jih uničujejo in doktorji si že iščejo in ustanavljajo podjetja na Hrvaškem, ki bodo tako na Hrvaškem normalno delali, pacienti bodo šli dol, oni jih bodo operirali, se poplačajo in zadeva zaključena. Lani so nam že odšli tile, ki imajo detaširane delavce, so šli na Hrvaško, zato ker je Hrvaška še obdržala, da plačaš prispevke od plače, ki bi jo imel, če bi delal v Sloveniji oziroma na Hrvaškem. To je cel kup teh zadev in nekateri si jemljajo, bom rekel, preveč enostavno to zadevo, veste, vi morate imeti opravka, prvo, ker hočeš komu dati odpoved, to se potem pojavijo sindikati, potem se pojavijo mediji, potem se pojavijo grožnje, pa še na koncu vašeš kazensko vadbo. In ti, ki greš s funkcijo, bolj hodiš 50 let po sodišči, zato ker si hotel nekaj dobrega narediti. Pomeni, prvo bo treba postaviti temelje, sprejeti zakon, ki bo to dovolil. To bi moralo biti popolnoma normalno, ker pride nova vlada, že sami od sebe grejo. Ne pa, da se držijo, oziroma celo kaj se dogaja. Zdaj se že počasi pogovarjajo z drugo stranjo, kako bodo ostali. Ker računajo, kdo bo tisti, ki bo na oblasti in se pogovarjajo, kako... To je vse tako malo hinavski in ne vem, kaj ne rečem. Pa tudi karkoli dobrega smo naredili, recimo, jaz sem takrat, ko sem bil, smo uvedli direktorjem finančni upravi mandate, 4-letni mandat, smo jih vse zbrali, ko sem jaz šel, so se ukinili. In kaj sem zdaj izvedel? Če bi direktorji ostali na mandatih, to, kar smo mi takrat uvedli, bi imeli 4 razrede večjo plačo. Zato, ker nimajo funkcije, ker nimajo mandata, so padle plače. Tako o tem bom zdaj v nadaljevanju pisal. Tako da jaz mislim, da se pri nas mask ne more zgoditi, predvsem zaradi zakonodaje, ker to bi bila vojna. Glejte, jaz vem, kaj sem imel pravka, ker sem hotel kakšnega podkupljivega inšpektorja iz službe spraviti, pa je bila cela vojna. Tako da ljudje morajo malo vedeti, kako je to v državi. Vi imate v državni službi, tisti, ki ste delali v državnih upravah in tako naprej, vi imate eno številko ljudi, ki ne dela nič. Samo sedijo v pisarni in boš ga pust pri mir, ko še vsem težave. In on pride zjutraj v službo, popoldne gre domov. Veste, jaz, ker sem naredil analizo, koliko kdo izda odločbo, davčni pregled, da se bo šokiral, in po 2 leti se izda nobene odločbe. In ker rečem, zakaj? Pust ga primer. Veste, zato to pravi, ni iskrenosti, ni ničesar. Mislim pa, da vsak ve, kjer so tisti ljudje pri njemu v organu, ki ne delajo, ampak ti rajš ponove zaposliš, onega daš na stran, da ne počiva, čaka penzijo in jo dočaka lepo. Tako da, ljudje se morajo tega zavedati. Zato imamo mi toliko veliko potrošnjo. Plače grejo gor, nobene trzne. Se spomnim, ker je takrat vaša vlada za 30% ste povečali plače, na začetku takoj. Bila cela revolucija. Zdaj so šle plače od 45, mislim, da je povprečje procentov, do 70% so šle gor, res za postopoma, ampak so šle gor in nobej niti trzno ni. Zato pravim, da ni pošteno, normalno mediji, to si že povedal Zdravko, kako je z mediji, tukaj nič treba, medije pa še treba ignorirati, pa iti naprej. Je pa res, da ti znajo zakomplicirati življenje, pa dobiš kazensko eno, pa drugo, pa tretjo, pa KPK, pa si ti ukvarjaš z vsem drugim, samo sicer ne, zakaj si na funkciji.
In zato je pač vsakokrat je odločitev težka, da greš na neko funkcijo. Gospod Mađar, zelo pomembno pa je, kot župan to verjetno veste, da zadovoljni podjetniki so tudi tisti, ki imajo zadovoljne zaposlene in v takšnem okolju je potem zadovoljen tudi župan, ker načeloma se občina samo tako lahko razvija. Vi ste zelo blizu meje in delavci verjetno iščejo priložnosti tudi onkraj Slovenije in tam puščajo svoje plače in tudi davke. Vi ste pred kratkim podali en svoj predlog, kako ne samo za mejce, ampak vse, kako ustaviti ta beg županov, morda če ga predstavite najprej. Hvala lepa. Jaz bi prvo pozdravil gospoda Počivalška in gospoda Simiča in zaželel dobrodošlico. Pozdravljam pa tudi dva župana, jaz sem sam tukaj iz Turnišča in iz Ormoža. Pa prav lep pozdrav tudi obrtnicam, obrtnikom, podjetnicam, podjetnikom. Da, pred malo več kot teden dni smo imeli tudi v Lendavi eno ponovoletno druženje, oziroma zdaj že je to prešlo v tradicijo, da pokličem gospodarstvenike na pogovor, na druženje, da slišimo, ob tem tudi povabimo občinske svetnike, ker če želimo slediti nekemu razvoju, je tudi treba poslušati realno stanje, oziroma realni sektor se temu reče. Obžalujem, da večkrat na teh dogodkih ni določenih skupin oziroma posameznikov, ki zelo hitro z jezikom, manj z pametjo govorijo. Sam sem na lokalnej skupnosti kot župan, ki sem prišel iz gospodarstva, trčil v izjemno težek zid. Namreč prvo, kar je meni bilo nenavadno, da se postopki odvijajo zelo dolgo, zelo veliko dokumentacije, zelo veliko papirjev je in vse te, bom rekel, administrativne ovire so mene pač živcirale in so me pripeljale do tega, da sem se moral odločiti, ali grem ali pa bom poskušal po teh pravilih, kateri so nastavljeni, tudi delati. In delo, nažalost, v Sloveniji je razvrednoteno z temi socialnimi prispevki, z preveč socializacijo. Ne me je krivo razumeti, socialna država smo in to moramo biti tisti, ki ne zmorejo oziroma ne morejo, oziroma so pač na tak ali onak način primorani k temu, da se pač ne morejo odzvati delov in to moramo solidarno tudi pokrivati. Vendar, če ste že rekli meje, ja, do nekdaj so rekli, ja, mi smo na tem koncu, ne da se nič, ampak meje so vedno izziv in tudi prednost. In mi smo tukaj, ko smo sedaj na enotnem evropskem trgu, je to prednost. Seveda tudi v delovni sili, se pravi, kot delojemalci je tudi prednost. Saj Evropska unija temelji na treh osnovnih načelih: prenos oziroma prehod mej kapitala, oseb in seveda to so storitve. V glavnem, te tri pomembne vidike je Evropska unija prenesla in pri tem je tudi delovna sila našla svojo priložnost, da je iskala na trgu, kjer so pač bili ugodnejši pogoji. Da, in sem tudi pač naznanil, ker sem pač tudi videl v drugih državah, oziroma sedaj, kot je gospod Počivalšek tudi povedal, Nemčija je zakihnila in sem videl eno priložnost, da tisti delavci, ki so šli v tujino, da na nek način jih spodbudimo, da pridemo nazaj, ne z tistimi tretjimi državami, bom rekel, krpati manjek na določenih področjih delovne sile, vendar z davčnimi, tu gospod Simič mogoče povedal, vem, da mogoče kritično, vendar predlagal vsem, da se za 2 leti tistim, ki se vrnejo v domovino, na nek način zmanjša prispevnostna stopnja, ampak jih vezati na 10 let, da ostanejo. To bolj mislim na dolgoročnost mladih,
starejši mogoče manj razmišljajo o tem, ampak mladi pa so dovzetni do tega, da pač v nekem določenem obdobju, seveda je to potrebno, ker jaz podatke nimam, težko bom analizirati, da pridemo do pravih podatkov. In seveda, s tem bi tudi jaz smatram, da je to multiplikativni učinek. Zakaj? Zato, ker sedaj živijo in delajo, ne samo delajo, ampak živijo tudi onkraj meja, celo če so bolj oddaljeni in stroške plačujejo v drugi državi. Če bi se vrnili, seveda bi naša dodana vrednost po vsakem posamezniku bila še dodatno, bom rekel, ne samo negativno se pač razbremenjena, ampak tudi pozitivno bi prišlo notri z soporabo pod komunali, najemnin in vse ostalo in trošenja. Seveda, jaz to dajem možnost za debato, vendar, če hočemo tudi Slovenije, Slovence, oziroma Mađari tukaj na tem koncu, moramo tudi o tem razmišljati, kako je dobiti nazaj. In to je predlog, vsaj še enkrat na tujih trgih je sedaj mogoče tudi čas, ko se gospodarstvo na določenih segmentih ohlaja in gradbeništvo. Prav pri nas je gradbeništvo sedaj tudi po delovni sili deficitarni poklic in mogoče se vemo, da v tujino grejo pač malo bolj, bom rekel, boljši delavci, če se lahko tako izrazim. Drugo pa, glejte, slovenski šolski sistem, kar je pa tudi taki je, pač kaki je, ampak tudi imamo veliko stroškov na tem področju, se pravi, da izšolamo in to veliko stane slehernega posameznika, mogoče od kvalificiranih delavcev oziroma poklicev, pa vse do zdravnika, konec konca, ali pa medicinske sestre, oziroma negovalke, ki jih vsaki dan pišejo, da manjka. Ampak vemo, da jih onkraj meja veliko odšlo in zato stimulacijo bi mogoče, ampak to, kak je Počivalšek rekel, ja, ne z obremenitvami, ampak z razbremenitvami in z pozitivnim pristopom, se pravi z pravim pristopom. Seveda, oni imajo škarje in platno, se pravi vlada, konkretno govorim, imajo tudi v zakonodajnem telesu večino, kjer lahko tudi pripravijo in zelo hitro odreagirajo. In treba odreagirati, ker je čas, bom rekel, taki, da je na različnih področjih treba odreagirati. Mogoče bi zdaj kar pokomentirali to oziroma dejstvo, kako podjetniki sploh lahko pridobijo in predvsem zadržijo poudarek na dobre kadre. Vemo, da včasih je težava sploh dobiti kader, kaj še je dober. Mogoče gospod Simič najprej, pa potem gospod Počivalšek. Če razmišljamo o teh davčnih predlogih, ki je, torej ta vlada je zdaj, ki prispeva to zakonodajo, nekaj tam uvedla tistih 7% točk zmanjšanja dohodnine, ampak to ne pomeni nič, če nimamo omejenih obračunavanja prispevkov. Meni je nekdo, ki bo šel v tujine iz države, ki imajo omejene prispevke, bo pa nas padal višjo obdavčitev. To je eno, drugače pa nisem zagovornik tih stimulativnih za nekatere posameznike, ker mi izpada premalo pogumno. Dajmo mi znižati vse v Sloveniji, pa najpol pridejo hram za tega, ker imamo mi nekaj v redu, ne pa da damo nekateri po neke bombončke, potem pa bodo prišli ali pa ne bodo prišli. Kar se pa tiče teh socialnih prispevkov, to stalno poslušam, da se bo razbremenile plače. Veste, treba je malo poznati, koliko denarja se zbere s socialnimi prispevki in koliko se pol mora dati iz proračuna. Če vi zmanjšate prispevke, vi boste vizualno zmanjšali prispevke, ampak za porabo, za zdravstvo, za pokojnino boste morali nekje drugje vzeti. In pol boš ti vzeti iz dohodnine ali pa iz drugih davkov, nisi naredil nič, pol boš prispevke pustiti take, kot so. Normalno, zdaj pustimo ta 2%, ki zdaj prideta do julija, to bi se lahko drugače rešilo, ampak to, kar imamo, jaz ne vidim variante, da bi se prispevki zmanjšali, da bi ostale pravice iste in da ne bi šel denar iz proračuna za pokrivanje zdravstva in za penzijskega. To je ta težava. Imamo pa rezerve na dohodnini, to pa sigurno, o tem se lahko pol pogovarjamo. Ja, ko govorimo o kadrih, jaz sem že večkrat povedal, da niti en podjetnik ne bo odpustil dobrega sodelavca. Ko sem postal minister leta 2014, ne imam mislil, da bomo mi lahko delovnopravno zakonodajo zaostrili v tem kontekstu, da bomo prišli do tega,
da boste v podjetjih imeli malo več besede o tem, na kak način in s kom boste lahko delali. Pa sem hitro ugotovil, veste, da obstajata dva zakona. Obstaja zakon o delovnih razmerjih, ki velja za vas. Ko sem jaz hotel na ministrstvo neke spremembe narediti, sem pa ugotovil, da za delavce v javni upravi ne velja zakon o delovnih razmerjih, ampak je zakon o delavcih v javni upravi. In ko sem ugotovil, da se nič ne da spremeniti, vam danes po vseh izkušnjah povem, da še dobro, da imamo tak zakon o delovnih razmerjih, zato ker bo malo nekomu prišlo na pamet, da se bojo tiste zadeve iz onega zakona prenesli od tega, pol bo pa zadeva težavna. Zdaj, če bi šli v pravo smer, ne, in če bi lahko ljudi, tudi v javnem sektorju, nagradili, pa ukrepali, če niso dobri, jaz mislim, da bi bila produktivnost državi boljša, drugačna, višja in ves sistem bi lažje in bolje deloval. Tako pa prihajamo do tega, da se nam ta javni sektor drži. Slovenci bi danes delali od ponedeljka do petka, od petek do 12 in to v javnem sektorju. Jaz mislim, da imamo dovolj delovne sile, če bi to zadevo prerazporedili na ustrezen način. Danes pa prihaja do tega, ne, da povsod tam, kjer je treba pač tako ali drugače organizirano delati, da ni domače delovne sile, da jo uvažamo. Ja, ta migracijska politika je lahko rešitev enega dela. Ampak mi se moramo zavedati, da vsaj kar se mene tiče, bi lahko uvažali delovno silo samo omejeno tam, ko je res nimamo, pod ena, pod dva, pa delovno silo z višjim potencialom znanja, ne pa da uvažamo fizično delovno silo. To so pač področja, kjer bo potrebno nekatere zadeve spremeniti. Še eno stvar bi omenil tukaj, ne, da je kriza, vidim potem, ko se ljudje začnejo pogovarjati, da se jim ne splača delati. Vsi bi nekaj drugega, ne pa tisto, kar je, in tu mogoče je ena redkih zadev, s katero pa nisem zadovoljen, da smo jih naredili v času covida. Preveč denarja smo razstavili in ljudi smo razvadili, ali pa da so ugotovili, da se da dobiti denar, ne da se dela. Malo pretiravam namerno zaradi tega, ampak en del tega je v tem kontekstu in tukaj jaz mislim, da je potrebno priti do tega zdaj sploh, ko je manj delovne sile, da pridemo do tega, da imamo eno delovno-pravno zakonodajo, ki bo omogočila eno fleksibilnost delovne sile. Ne prideš v eno firmo, pa si do smrti v njej. To povsod na Zahodu vedo, oziroma ne povsod. Kjer je delovno-pravna, to sem pred časom pregledoval, kjer je delovno-pravna zakonodaja bolj fleksibilna, so bile stopnje brezposelnosti nižje. Bolj, ko je bila stroga delovno-pravna zakonodaja, več je bilo brezposelnosti. Zato, ker se pač vi kot podjetniki racionalno obnašate in ne boste zaposlili, če veste, da se nekoga ne morete rešiti, če bo zadeva šla v slabo smer. In takrat vem, da je bila najbolj izpostavljena v tem negativnem smislu bila Španija. Oni imajo še bolj socialno ali pa tako zaščitniško delovno-pravno zakonodajo, kot smo imeli stopnje brezposelnosti dosti višje, kot smo jih imeli mi v Sloveniji. Sam nek bi bilo, Zdravko, zato, ker si rekel, da smo bili tega mogoče preveč radodarni v času korone. Jaz pravim, da ne. Provociral sem. Ja, jaz pravim, da ne, da je bila reakcija dosti hitra.
Ljudje so pač dobili denar, tisti, ki niso izpolnjevali pogojev, tiste, ki smo takrat postavili, danes vračajo, nekateri tudi po 500, 600, 700 tisoč evrov pomoči, ki so jih dobili. Ker vprašanje, kaj bi bilo, če tiste pomoči takrat. Tudi jaz sem imel podjetje in zaposlene, ker smo kar naenkrat ostali brez vsega in tista pomoč je prav prišla, konc leta smo jo pa pač pol vrnili. Zato jaz pravim, da ne bi to govoril, zato ker to govorijo vsi drugi, ne? Da se je takrat talal, kar ni res. Res se je talal, ampak so bili pogoji postavljeni, če ne boš izpolnil tega in tega pogoja, boš vrnil. In jaz sem tudi, ko se pozneje sem se pogovarjal z mnogimi, ki so morali vračati, se rekel, gledajte, takrat ste dobili, v prejšnjih obdobjih, ko smo rabili dan, smo šli v banko, pa smo tam prosili, pa smo ga morali vrniti. In isto tukaj, če ste presegli tisto normo 10 ali 20%, ste morali vrniti. Tako da jaz moti me to, da danes ljudje gledajo na korono z drugimi očmi, kar je pa takrat ne. Takrat je cela Evropa pritiskala, vsi so pritiskali, vse je bilo zaprti, danes je lahko biti pameten, ker je vse pasede. Zdaj, večkrat smo danes že slišali, če Nemčija kihne Slovenija dobi gripo, nekako se pa zdi, da eno tako instant zdravilo pa vedno čez noč ponudijo državljani, pa tudi podjetniki. Zdaj sploh v zadnjem času vidimo, kako naraščajo nove in nove obremenitve državljanov. Ena izmed njih, ki zelo razburja, je premičninski davek. Gospod Simič, vi ste tu v vladi podali svoj protipredlog, ki ga lahko mogoče nekratko predstavite. Torej, ko sem poslušal tista dva gospoda 23. decembra, finančnega in glavnega, sem vedel, da se hecata. Ona dva sta kar nekaj vrgla, neko kost čez novo leto, da se ne bomo pogovarjali o drugih zadevah. Sta vrgla 1,45, pa nekaj izhodišča, še nisem slišal, da se dajo pripombe na izhodišča. In so pač ljudi ziritirali. Jaz lahko rečem, da sem kar dnevno dobijal vprašanja, kaj prodati, komu podariti. In se rekel, počakajte, da vidimo, če bo ta zakon sploh sprejet. In tisto, kar mene tam moti, je dejstvo, da govorimo o obdavčitvi premoženja in potem se obdavčajo samo stanovanjske nepremičnine. In pa stavbna zemljišča. Torej niso obdavčene poslovne nepremičnine, ni obdavčen denar v bankah, mene tukaj napadajo, vidim po Twitterju in vse posod, zakaj hočem obdavčiti depozite in tako naprej. Zaradi tega, ker mi ni pošteno, da so obdavčeni cegli, ne pa bankovci. Torej, jaz imam lahko v ceglih 300 evrov, bom plačal davke, en ima pa v bankovcih 2 milijona, pa ne bom plačal nič. Ali pa ima v zlatih palicah, ali pa ima v vrednostnih papirjih in tako naprej. In moj predlog je bil, da tisto, kar se da pobrati, pomeni, mi vemo, koliko je nepremičnin, mi vemo, koliko je denarja v bankah, mi vemo pri podjetjih, kdo ima delež v podjetjih, vzel bi se osnovni kapital, ki je v registru upisan, samo pobereš ven. Potem nam pa ostanejo še, bom rekel, vrednostni papirji iz tujine, ki se tako prijavljajo vsako leto, ostanejo zlate palice, njih sem pa namerno davno, zato ker mi je prav hecem včasih v kakšnih davčnih pregledih, ker nekdo ne more dokazati izvora denarja, pa prav sem prodal zlate palice. Ja, če si jih prodal, pol si jih imel in tako naprej. Tako da, gledajte, od tega ni nič, ampak težko se pogovarjati z ljudmi, ki ne vejo, kako zadeve potekajo, ki ne vejo, kaj je v ozadju, ki ne vejo, kje davki se pobirajo. Veste, ki meni nekdo reče, zakaj nam uvajate davek na nepremičnine, mi ga imamo že od leta 88, kar se jaz spomnim. NUSZ in davek na premoženje. Torej imamo ga že ves čas. Potem nam uvedejo novi davek, to, kar so predlagali, 1,45, pa pustijo NUSZ. In kaj naredijo s tem davkom? S tem davkom naredijo to, da ga poberejo od teh stanovanjskih nepremičnin, recimo ena nepremičnina, ki je vredna 300 evrov, če poenostavimo 1,5 je to 4.500 evrov vsako leto davka. Ampak oni ta denar vržejo v vrečo, potem vsem oni, ki imajo dohodninske odložbe, dvignejo olajšavo za 2 jurja in jim nazaj potalajo. Torej, ta davek ne bo šel nikamor drugam, kot onim za više, bom rekel, neto dohodke. In tisto, kar me je še nasmejalo, da to, kar smo mi dvignili olajšavo na 7.500 postopoma, letos bi morali biti 7.500, so oni takoj ukinili in zablokirali na 5. Zdaj so pa pogruntali, kaj je najbolj enostavno zmanjšati obremenitev, pa bi oni uvedli olajšavo 2.000 evrov. In pa potem še tisti 6. dohodninski razred, jaz sem ga predlagal že, mislim, da septembra, sem ga objavil septembra 2000, 6. dohodninski razred, nad 1 milijon evrov, 10% dohodnina. In tudi takrat so me ljudje napadali, ker ljudje sploh ne razmišljajo. Ljudje ne razmišljajo, koliko je vstopnica v 6. dohodninski razred. Vstopnica v 6. dohodninski razred je 485 ali 86.000 evrov. Toliko ti moraš dohodnine plačati, da prideš v milijon davčne osnove.
ker je dohodnina po progresiji do 50. Pomeni, vsi, ki bi prišli v zgornji razred, bi predhodno plačali 486.000 evrov dohodnine, potem so bo začeli objavljati članke, jaz Simič bi pa čistilki dal 16% dohodnino, ono bogatašo pa 10. Imamo letališče v Mariboru, ki je prazno. Skoro ne bi v Mariboru bilo enih 20 ali pa 30 jetov, ta privatnih, ker se nekdo pripelje k nam, pa pri nas lovi 183 dni, da bi pri nas živel, zato ker te nižji davke. Dohodnino imamo 50, zakaj? Zaradi tega, da lahko reče, da si bogate obdavčeno. In tisto, ne, če ste vi opazili, ko sta govorila oba, da s tem, ki bodo to naredili, bodo vsi dobili 320 ali pa 520 evrov, to ste slišali, na letnem nivoju. Za ta davek na premoženje, ki bo šel v plače, so rekli 320 pa 520. Zakaj pa niso rekli Julija? Ki Julija pa dobijo oni, ki so v najvišjem razredu. To pa niso rekli, ne. In zdaj, kar je najbolj vsega smešno, je zdaj, koliko je 2 tedna nazaj, predsednik vlade v Državnem zboru povedal, da zakon ne bo pisala politika, ampak strateški svet za davke. Oni pa nimajo pojma o tem. Zato, ker so rekli, da oni ga ne bodo pisali. A veste, hočem reči, da včasih se kdo norčuje z nas in vse to gledajte, zdaj dokler jemeš to za štosom, se pač nasmejiš, jaz pravim vsakmo, če vam je težko zjutraj zaplešete 2 minuti in bo dan res lepši, če se dan, tako da... Ampak ni to, kar zdaj počnejo, ne vodi nikamor, obdavčitev je visoka, vsi ti, ki so nam že šli ven, recimo IT-jevci grejo v Srbijo, podjetniki grejo na Hrvaško, veste, na Hrvaški ima dohodnina 30, kapitalski dobički so 12, dividende so 12, obresti so 12, lastništvo podjetja in deležev je 2 leti, pri nas je 15. In tako naprej. Zakaj bi bolj nekdo bil tukaj? Enostavno se preseliš na Mogistro ali pa tle dol, vi imate tle čez mejo, ne? Tako da ni. Mi smo naše, mislim, da smo že zafurali in težko, to je težko, bom rekel, to je kot Titanik, nekaj gre, kad težko ustaviš, ne vrneš nazaj. In evo, zdaj kdo nam grejo? Zdaj nam grejo celko podjetje šlo, zdaj sem slišal, da Johnson seli upravo v Zagreb, mislim, da bo še ena trgovska veriga sedila upravo v Zagreb, torej vse gre dalo. In kaj pa nam tukaj ostalo? Ostali smo mi, ki smo tukaj in delamo in ustvarjamo. Tako da, torej za novo vlado bodo težki časi, nekje takoj bo. Je pa ansambl na Titaniku igral čisto do konca, ne? Ne, jaz sem mislil Titanik, dokler pluje. Gospod Mažar, nepremičninski davek, omenil je že gospod Simič, ukinja za tisti, ki bi plačevali ta davek na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki pa je eden izmed pomembnejših. Ček, to sem malo. Nisem še vedel do konca. Ta davek nepremičninski ne ukinja NUSZ. NUSZ ostane, to je občinski davek, vaš. Jaz sem pa predlagal, da bi bila stopnja davka 0,3 pa 200.000 neobdavčen del, pomeni za vse enako 200.000 ne prva stanovanjska hiša, potem se šel preračunavati moj NUSZ pa moj davek na premoženje in sem videl, da je 0,3 preveč, tako da zdaj je moj predlog 0,2. 0,2 za tega, ker če je pri meni, ki plačujem oba davka, v Sloveniji večina občin nima obeh davkov. Torej, eni imajo samo NUSZ, nimajo pa davka na premoženje, ki so ga šele pred leti začeli pošiljati obrazce preko Fursa naprej. Pomeni, ne sme biti šok premočen, ker če je šok premočen, potem ga ne boš uvedel. Teh 200.000 je pa pač limit, lahko se dvigne tudi na 300, potem je treba najti formulo, ker recimo Prekmurje, pa bom rekel tisti, ki so nepremičnine nižje vrednosti, ne bo prišlo v občinske proračune nič, potem je treba najti pa državno formulo, tam, kjer bodo v Ljubljani pa v Mariboru po Celju več predali, da se razdeli tem ostalim občinam, da niso nič slabše. To ni enostavno delo. Ampak je treba postaviti neko mejo, nek znesek, ne tako, ki je bilo zdaj prva nepremičnina, pa je 1,5 milijona vredna ali pa vredna 300.000, to ne more biti. Torej nek znesek in mislim, da bi ta zadeva šla, samo največ dela bo s to formulo, da občine dobijo isto, kot so dobile, pomeni, ta denar bi šel, kot jaz razmišljam, v eno vrečo, ki bi se rekla občinska vreča vseh občin v Sloveniji. In to bi se pol dalo narediti. Se popolnoma strinjam, da nepremičninski sprva ta izhodišča so bila pač mogoče krivo razumljena, oziroma kako bi se izrazil, vendar da, poseg v NUSZ
dejansko je nevaren precedens za razvoj sleherne posamezne občine, saj vsi živimo v nekih občinah in moramo ta davek vlagati v novo oziroma popravek infrastrukture. In ta, bom rekel, težava Prekmurja je zelo izrazita. Danes sem se prav o tej zadevi pogovarjal, ko pač en gospod kupuje pri nas nepremičnino in že razmišlja o 2 nepremičninah, zato ker je tu poceni, pa se še handla. In to je ta nevarnost. Procentualno bi naneslo v naše občine izjemno malo denarja, katere smo tudi opozarjali na skupnost občin. Dejansko bom pa še od drugega. Lani so se izpogajali za povprečnino. Kasneje, takrat sem že jaz opozarjal predsednika, poslušajte, ne delajte to, da boste sklenili dogovor, preden sklenite dogovor o plačnem sistemu. Oni so prej sklenili dogovor za povprečnino, kasneje za plačnim sistemom. Kaj se zdaj dogaja? Prav te dni sem prosil simulacijo. Koliko je zdaj v januarju prišlo na račun povečanja dohodnina? In vedite, da nekje 24% je samo povišanje vrtca. In da bo še kapa polna spet v Ljubljani, ker so višje plače, participira občina za vrtce manj. Kot pa tukaj, ko so plače nižje, moramo to izravnavo narediti. In še smo na slabšem položaju. Da ne govorim o sociali, za oskrbnino v domu starejših. V Ljubljani se dejansko zaradi visokih plač oziroma pokojnin občine ne morejo plačati razliko oskrbnine v domu starejših, ker pa so cene oskrbnin po celi državi iste. Ampak pri nas so pa nepremičnine tiste, katere občina pač da pod plombo za plačilo tistega. In ko mi prodajamo te nepremičnine, pridemo do izredno male razlike denarja. In zdaj v tem, da nekomu prodamo in ta nepremičnina oziroma nadomestilo, ki bi bilo absolutno nesorazmerno proti Kopru ali pa Primorske, da ne rečem Ljubljani. Tako da jaz upam, da bojo s tem davkom počakali, ker bi to veliko škodo še povečalo razliko med Pomurjem, mogoče tudi Štajersko, z ostalim predelom Slovenije, ki pa je zelo nevarno. Drugo pa še enkrat povprečnine. Zdaj jaz lahko povem, da smo mi prišli do tega, da je investicijska sposobnost sleherne občine, tukaj v Pomurju, z tem izjemno, bom rekel, škodovana. Sej, kot sem zdaj jasno povedal, mi imamo veliko več zaplačati za, bom rekel, tiste socialne šibke družine, ki dejansko spadajo v nižji rang in to mora občina nažalost pokriti. Pa tu so še Romi in pač druge skupine ljudi. V glavnem, to je zelo nevarni, bom rekel, manever glede tega nepremičninskega davka, že zaradi občin. Zdaj, jaz pri davčni politiki se ne mislim to vtikati, bi pa povedal naslednje, na kar opozarjam že kar nekaj časa, da smo, bom ponovil, pri obdavčitvi nižje ali pa nižjih plač relativno konkurenčni z okolico. Više, ko gremo, manj smo. In zdaj, ko to kulminira skupaj s tem, kar ste še povedali z ostalimi davki, se nam dogaja najprej, da so velike firme, ki imajo podjetja po regiji, začele seliti svoje sedeže v Zagreb pa Beograd, pa ne zato, da bi bilo tam več ljudi, ampak zaradi okolja, ki je tako, kot je. Zdaj pa se nam po dolgem času dogaja, da so slovenska podjetja, mala podjetja, začela iskati možnosti, na kak način in tudi seliti svoje sedeže in dejavnost v sosednjo državo. To je za mene alarmantno in to zahteva en celovit, hiter pristop, ki bo onemogočil, oziroma ki bo ne onemogočil administrativno, ki vas bo prepričal, da boste tukaj doma
delali in pa plačevali davke. Gospodarstvo zahteva stabilno gospodarsko politiko in stimulativno davčno politiko, kjer bo na dolgi rok lahko podjetje razmišljalo, tudi malo podjetje, za obstoj oziroma za razvoj. Jaz bi mogoče malo po publiki vprašala, če imate morda kakšno vprašanje, ali pa če razmislite, pa mi naredimo še en krog. Jaz sem želela prej gospoda Počivavška vprašati, tudi ta nepremičninski davek. Pred časom je že ta ista vlada prišla s to idejo, pa je potem, ko se v medijih raztrgali, umaknila, pa potem mine eno leto in potem spet pridejo z nepremičninskim davkom, zdaj pa zares. In potem je spet en kup pripomb in zdaj že ne vemo, ali bo ali ne bo. In tako ni samo pri nepremičninskem davku. Kaj to pravzaprav sporoča vsem tistim, ki bi želeli vlagati v podjetja v Sloveniji oziroma biti del slovenskega podjetništva? Glejte, za podjetnika in slovenskega in tujega v Sloveniji je ključno, da je predvidljivo in stabilno poslovno okolje. Ne bo nihče šel niti domač svoj denar vlagati, če ne ve na koncu leta, kakve bojo davčne stopnje, kakve bojo ti pogoji, kakvi bojo drugačni pogoji. Zdaj, tu ne smemo govoriti samo o davkih. Davki so pomembna tema. Njim je potrebno na nek način premišljeno pristopiti, najti neke rešitve, ki bodo stabilne in dolgoročne. Mi imamo v Sloveniji tudi dodatnih dajatev, ki delajo naše podjetnike nekonkurenčne. In take zadeve so tiste, ki tudi odvračajo tuje, da bi investirali pri nas, in domače stimulirajo, da gredo drugače, da gredo drugam. Prej omenjena evidentiranja, potem ti pravilniki o dvigovanju bremen. Tu gre, veste, za to, da na nek način v veliki meri se zgovarjamo na evropske direktive. Jaz imam direktno izkušnjo s tem in sem proti koncu mandatov prišel do tega, da je potrebno prenesti samo tisto in edino tisto, kar so oni gor v Bruslju napisali. Ali pa še celo manj od tega. Mi se pa skozi ta birokratski aparat trudimo, da smo bolj papeški od papeža in te zadeve zaostrimo. In ko boste govorili o evidentiranju, vam bodo rekli in se zgovarjali na Evropo. Pri dvigovanju bremen so zadeve priporočljive, pri nas so pa obvezne. Ne gre to tako. In to so stvari, ki jih moramo odpraviti. Jaz si predstavljam, da bomo, če pride do spremembe, to pa res brutalno, hitro in takoj naredili. Tako kot so nekatere dobre zadeve omaknili zdaj, ko je prišlo do spremembe, verjamem, da bo vse tisto, kar direktno škoduje produktivnosti, rezultatom gospodarstva, stimulativnosti investicij, da bomo pač umaknili. Jaz bi se dotaknil še ene zadeve, ki se mi, če lahko, zdi pomembna, in to je skladen in regionalni razvoj v Sloveniji. Ampak iz večjih vidikov. Že večkrat je bilo rečeno, Slovenija ni samo Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Vrhnika pa, ne vem, Škofja Loka. Slovenija je tudi Lendava. Slovenija je tudi Osilnica dol. Mi imamo danes situacijo, ko imamo, mislim, da preko 140.000 dnevnih migrantov, ki se pripeljejo v Ljubljano. In bomo zdaj ta problem rešili z tretjim pasom, ne bomo ga rešili. Rešili bomo ta problem samo s tem, če bomo spodbujali investicijska vlaganja tudi v ostalih delih Slovenije. Vse se lahko splača na kako dobro delovno mesto pelati tudi iz Lendave v Ljubljano vsak dan. Ampak da se nam vozi 140.000 ljudi tega srednjega razreda na delo v Ljubljano, to je pa nesprejemljivo. Zato je potrebno s to politiko regionalnega razvoja nadaljevati in poskušati in evropska in
integralna sredstva, spravi našega proračuna, vlagati na področja, kjer je potrebno dvigniti število zaposlenih, ampak v delovna mesta, ki niso samo fizična delovna mesta. Ne more biti vsi, ne vem, eno, ampak je treba korak po korak pripeljati do tega. Ta regionalna politika je na nekih področjih dala rezultate, ampak smo jo zdaj v zadnjem času, jaz mislim, da še bolj na nek način dali obstran. Mi moramo priti do tega, da bomo imeli približno povsod enake pogoje za življenje. Seveda bodo v Ljubljani, Mariboru, Celju vedno v prednosti, Kopru, pred ostalimi. Ampak smo na nekih področjih prišli že daleč, ampak brez delovnih mest, ki bodo taka, da bodo mladi tukaj ostali, tudi srednja in višja, ne bomo dosegli napredka na tem področju. Ja, popolnoma se strinjam tukaj. Namreč imamo spet eno ustavno kategorijo, je regionalizacija, oziroma regionalna razdelitev Slovenije, kar pa nažalost pri nas ni. In jaz mislim, da tudi ostali župani imajo pač izkušnje z tem. Namreč jaz kot ena občina se moram z Međimursko županijo, z institucije, ki županija ne kot mesto, pogovarjati za ene projekte. In veste, da županija na Hrvaškem ima druge tudi pristojnosti, se pravi šolstvo, oziroma izobraževanje, isto je na Mađarskem. In mi dejansko se ne moremo z njimi kot partnerji iti za neka določena finančna sredstva, zato ker nimamo pooblastila oziroma nimamo administrativno postavljene, imamo samo statistično regijo, kar pa nam nič ne pomeni, saj tudi še zdaj dogovor za razvoj regij, bom rekel, šepa, kar pa tudi za gospodarstvo zelo pomembno, saj z investicijami v infrastrukturo, se pravi v občine in v, bom rekel, evropske direktive, katere so nastavljene, bi tudi gospodarstvo na nek način pospešili in dali zagon gospodarstvu. Še zdaj nismo začeli, mi bomo komaj junija, če toliko vem dobro, prve pogodbe. To je že, junija je 4. leto te vlade, v 3 letih dejansko nismo pripeljali ene pogodbe do dogovora za razvoj evropskega denarja. Kakšna škoda to za gospodarstvo, to govorim. Ampak če bi bila regija, tudi teh 140 000 ljudi ne bi hodilo v sam center, bi se v regijah določene vsebine oziroma pooblastila države prenesla in ne bi rabili tudi mi hoditi kot županje vsak posameznik v Ljubljano, ampak bi šel tisti predsednik oziroma kaj je že od regije in bi se za celotno regijo, za infrastrukturo, za izobraževanje pogajal na področje svoje regije. Se pravi, to manjka, to fejst manjka. Jaz se še enkrat vprašam, mogoče kakšno vprašanje za naše goste. Zagotovo je kakšna tema, ki vas jezi. Če ne bi počasi išli na sklepne misli, pa bi mogoče dr. Simiča najprej, da bomo malce dvigne pritisk vprašanja, da se še štempljate. Ne, mi se v mojem podjetju štempljamo, odkar podjetje imamo, smo na novi lokaciji in pomeni od leta 1998. Bistvo je to, da pač to je en del kulture, s tem se ne obremenjujemo, torej pri meni, ko grejo zaposleni kaditi, se štempljajo, torej kadijo na svoj čas. Malica se ve, kakšna je. In to, če jih navadiš, to mi pri nas ne bil nikoli problem, tudi ki je bil zakon za SPC, se s tem nismo ukvarjali. Je pa res, da nekateri imajo težave, tako da jaz res, pa to ni bilo nič na silu uvedeno, to je bilo pač tako. Jaz se tudi štempljam, jaz imam edin problem, da me vsak toliko časa morajo brisati po 2-3 tavžen dur, ki jih je toliko viškač. Tako da, drugače pa ne, drugače zaposleni pri meni delajo 8 ur, tako da to ni, če kdo dela več, se to kompenzira, ni nobenih teh zadev takih. Tako da se vse ne, pa to mi smo majhni kolektiv, nas je 10, tako da to ni isto, ampak ne, s čembranjem pa res njemo, to je bila narejena ena. Normalno, ker nekaj uvedeš, veste, kaj je to. To je vidko, kot da bi zdaj hotel uvesti, ne vem, na področju davka stopnjo 20% dohodnine, ne. Vsi bi znoreli, tisti, ki delajo za proračun, druge države pa s takim živijo, ne. Tako da, ali pa ne vem, kar kom drugega. Ali pa ne socialne prispevke, da bi hotel zmanjšati. Jaz sem kjer dobro, ne.
Ja. Ja, kot rečeno, bi šli zdaj na sklepne misli, če ni vprašanj. Mogoče, imamo vprašanje, seveda, ter ostanete pa pridem za odličenje. Vsem lep, dober večer. Jaz bom bolj komentiral to, kar smo danes slišali, kot vprašal, ker vprašanje že praktično imam skoraj 50 let nagrade. Vse to, kar smo danes slišali, vsaka čas nam vsem in vsem tistim, ki so to organizirali, vsaka hvala. Ker se že nekje pred 50 leti sem se ukvarjal z novinarstvom, bil sem neki podpisnik slovenskih časopisov in to sem počenjal kar 10 let za Mariborski večer, za vse ostalo. Imel sem pa okrog sebe človeka, ki ga tu starejših ni, mogoče ga pa poznate, Jožeta Kolariča. Jožet Kolarič je bil človek, ki je za ta del veliko naredil. Župan iz Beltinec. Ja, on je bil župan tu. Ja, vem. Moj sosed. In Jožet Kolarič je bil tisti človek, ki je rekel, vse se da napraviti. Ampak zmeraj morate računati eno. To se pravi, mi smo zdaj s 5 novimi obrazi naštempali zaposlene, koliko hočete. Jaz, ko sem bil malo pred 20 leti župan, sem prišel na ministrstvo za kmetijstvo in to, kar so vsi rekli, je tam bil en zelo mlad človek, pa je rekla ona vodja, ja, nov računalnik za delo. No, sem rekel, jaz sem pa tak, ko sem iz novinarstva imel nekatere stvari zelo dobro obdelane, ker ja še zmeraj rečem, na noro vprašanje ni pametnega odgovora, na noro delanje ni pametne rešitve. In to me spremlja vsi 50 let, oziroma nazaj že 60 let. In kaj sem hotel povedati? Jaz se s tem človekom tam pogovarjam, sem rekel, pa kaj boš pa ti delal? Pa jaz sem delal, kaj boš delal? Jaz sem zelo hitro ugotovila, da tako, kako ste rekli, da nekateri je rekel, takih imaš po ministrstvi, koliko hočeš. Ampak Jožet Kolarič je take ljudi, ki niso znali priti službo, zelo dobro znal. In tudi ta šola Jožeta Kolariča je za mene bila dobra šola. Tudi mene mi je Janez Drnovšek, že zdaj pokojni, dejal, vi tega davka stavnega zemljišča ne boste ukinili, ker to je prispevek občinam. Tega ne boste ukinili, ker potem boste imeli doma revolucijo. In vsaj kaj hočem še povedati, pa bomo tem končali, da bomo predolgi. Glejte, ko je prišlo, jaz sem bil na čelu ustanavljene občine in takrat je Janez Drnovšek rekel, mi bomo te razrešili občine, kaj ste vi ustanovili, to vse sprišljeno. No in jaz sem se pripravil in dobra šola Jožeta Kolariča. Jaz sem takrat resno bil vse inšpekcije, razen za padalstvo pa letalstvo, ker smo bili Evropska vaš skorke, razen da vse ti niso prišli ostali hvala. In ko so prišli z računskega sodišča, preverjali proračun občine, kateri ni bil niti potreben, sem jaz vprašal, ste prišli dobro mesto, ampak bom skrajšal. Tak je bil vodja, je v Pohorskem dvoru končal, ki ni zdržal. Mi smo je vse pohvalili, vse smo jih rekli. In rekel, točno so vedeli, Bog je za vsem se rekel, nimate prav, eno micko ste pozabili, to je ta micka. Pomivalni stroj, kaj nam čisti. No in takrat je vedel, da ni šectu. Kaj hočem povedati? Hočem povedati, z davki, vse to je dobro, da ti povečaš davke, ampak preden povečaš davke, moraš najprej ugotoviti, zakaj, koliko ljudi rabiš, koliko zaposlenih rabiš v državni aparat, koliko rabi vse ostalo. Zdaj pa, da pa ti samo davke zdiguješ in hajte zdaj, samo zemljišče, jaz plačujem davek, ja, zemljišče knjige sem pa napisan jaz, čigav je potem to.
In to bi rekel, da pravzaprav s tem, ki imamo danes na oblasti, mislim, da če bo Janez Janša 5 mandatov pa s takimi ljudmi, ne vem, če to zdržite pa to ustvarite nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče še kakšno mnenje ali vprašanje? Sicer bomo goste prosili, če pokomentirajo in obenem še neko zaključno misel podajo. Gospod Simič, morda najprej vi. To čist bigal z mojim Kolaričem. Jaz sem ga poznal, ja. Res, da sem bil še mlad, ampak sem ga poznal, ker takrat je bila meja Lendavske občine pri Odrancih, ne. Ja, zdaj pa je to malo drugače. Zdaj pa vsaka vas, ki greš od Beltinec proti, je že skoraj svoja občina, ja. Torej, kaj naj povem? Torej, rabimo stimulativni davčni sistem, rabimo stabilnega, ne tako, kot se je zgodilo leta 2022, ko smo imeli 2 davčni neki reformi v enem letu. Mislim pa, da se to da narediti samo z neko stabilno vlado in pa s tem, da bodo ljudje za. Veste, če so ljudje pa a priori proti, samo zato, da so proti, ne bomo naredili nič. In vsi tisti, ki so šli, jaz mislim, da se ne bodo vrnili, vsi tisti, ki so šli v Avstrijo, ker so dobili, bom rekel, parcele, da so lahko postavili hale in tako naprej, ti se ne bodo vrnili, oni, ki so šli na Hrvaško, se tudi ne bodo vrnili, ker Hrvati, dokler imajo toliko visoki DDV, si lahko privoščijo nižje ostale davke, to pomeni tudi ne bodo prišli nazaj, nekaj gre na Madžarsko, mi smo ena oaza. Veste, jaz sem doskrat rekel, Američani ali pa ti tujci, ki se odločajo za investicijo na Balkanu, pa se Slovenije ne moreš na globusu najti. In on samo vpraša, kje so najnižji davki, on to vpraša, on je vpraša, kje je najlepša okolica. Tako da mi rabimo še dosti časa, da bomo to naredili. Tako da jaz upam, da bo prišla vlada, ki bo imela večino, da bo to lahko sprejela, ne pa da bomo, tako kot smo takrat Zdravko kalkulirali, kdo bo zjutraj dobre volje, da bo glasoval za in kdo ne, mislim. Jaz samo vem, pri socialni kapici pomeni omejevanju plačila prispevkov. 2 glasova sta manjkala. Pa sem 4-krat sedel z njimi, pa so 4-krat rekli, da bodo, desu so bili 4, ne? Da bodo glasovali in zmer sta se 2 najdla, ker sta rekla, ja ne bova ostala brez penzije. Ja, kje sta pa danes? Mislim, brez veze. Tako da to sem bil res razočaran. Zmeni se vse, vsemu predstaviš, bom glasoval za, ker pride tisti dan za glasovanje, jaz bom proti. Tako da rabimo stabilno vlado in pa normalno optimistične rešitve. Hvala lepa. Ja, preveč je ideologije. Preveč je izključevanja, za gospodarstvo to ne gre skup. In kot je tudi povedano bilo, stabilno okolje, brez stabilnega okolja, brez stimulativnega davčnega sistema in tudi brez konkurenčnosti. Nismo govorili o elektriki, o energentih, ki so velik za nekatere podjetja, velik, bom rekel, strošek oziroma velik pomemben segment pri konkurenčnosti. In če ni konkurenčnosti podjetja, ampak hvala Bogu, tudi v Lendavi imamo veliko dobrih podjetij, tudi na prejšnjem srečanju gospodarstvenikov, kot sem povedal, toliko žerjavov, toliko investicij, kot je zasebnega in tudi občinskega, lokalnega sektorja, se pravi kot občine, že dolgo ni bilo. In to me navdaja z pozitivnostjo. Verjamem, da bo tudi čim prej prišlo do sprememb, da bomo te 3 segmente tako rekoč stabilizirali, se pravi gospodarstvo, finančni oziroma pač ta davčni sistem in seveda konkurenčnost, ki je od vseh teh elementov, bom rekel, odvisen. In seveda lokalno okolje, ki pač daje mesto oziroma pogoje, osnovne pogoje za gradnjo oziroma širitev. Tu imamo mi v Lendavi eno veliko težavo, namreč našo industrijsko cono smo razprodali, prostorski načrti zdaj že 3. leto ideološko, zaradi ene parcele. Zdaj vaju vprašam, vprašam vaju, kaj mislite, da Ministrstvo za kmetijstvo blokira eno parcelo, na vseh ostalih koncih je potrdilo naš prostorski načrt, eno parcelo, ki je poleg avtoceste, ki gre proti Madžarski, in ceste, oziroma med tema 2, se pravi med avtocesto in cesto proti Hrvaški,
to 5-hektarsko parcelo, ki je dejansko razvrednotena, to nam blokira kmetijsko ministrstvo in smatra, da je to prvorazredno kmetijsko zemljišče, je pa takoj tukaj v vpadnici v Lendave. Mislim, in zaradi tega imamo na dveh koncih zelo velike težave in nekatera podjetja se želijo širiti, tudi se smeji, tukaj je Slatko, ormoški župan, eno podjetje je tudi šlo v njegovo občino, že takrat, ko ste se vi to pogovarjali za Kartago, vem, da je to že z tistega časa, ampak dejansko enostavno nimamo parcele, ki je bi ponudilo. Jutri imam tudi iz Češke investitorje. Zanimljivo je lendavsko okolje, to je de facto, vendar spet zaradi ideologije, zaradi nasprotovanja a priori, ki je pač župan z nekim, ne vem, etiketiran, nažalost. Ampak škodijo gospodarstvu, gledajte, škodijo razvoju, škodijo ljudem, da se zaposlijo. In tega je ogromno in preveliko. Zdaj, kaj naj rečem, ko sem bil v srednji šoli, mi je dal oče avto pa denar, da sem si šel kupiti prvi računalnik, Texas Instrument, kalkulator, Digitron, se ne vem kam, v Lipnico ali v Gradec. V glavnem, od Šentilja pa do Gradca so bile njive. Pa to je kakih, koliko? 50 let nazaj. Zdaj pa niso njive, so na tistih ravnih zadevah take in drugačne zadeve. Pa Avstrija se odgovorno obnaša do svojih kmetijskih površin. Zato tudi pri nas ne bi smeli imeti pač čist enostranskih pogledov. Ko jaz odgovorno govorim o tem, zato ker sem po poklicu agronom, pa sem 3/4 svoje kariere delovne v kmetijstvu preživel, pa mislim, da se racionalno in strogo obnašam do tega. Ampak je včasih na kakem področju pa potrebno pogledati, kaj bo pa dalo več kraju in ostalim. Ob tem, da se dajmo vprašati, pa je zdaj druga tema, kdo bo na vseh teh silnih kmetijah čez 10 let? Če hočete videti, kakva bo Slovenija na deželi čez 10 let, pojdite danes na Hrvaško, tu pa so za nami. 30-40% ravnih površin je neobdelanih. Tega v Sloveniji še ni. Jaz za svojo kmetijo nisem dobil odgovora še sam pri sebi, kaj bo čez 10 let in kdo bo to zadevo obdeloval. S tako politiko, pa s tem, kar ste zdaj z enim paketom zakonov, ki sem jih samo daleč slišal, me je minilo, da bi šel sploh natančno brati te stvari, to so norije, ki bodo še tisto malo kmetijstva, ki je sesule. Da bi mi nekdo hlev hodil zdaj gledati še, gledati lahko pride, ampak da lahko gre noter brez mene, to pa ne more biti. Ampak dam to na stran. Če se vrnem na to, kar je bilo rečeno, pogledajte, mi imamo motor, od katerega živimo. Slovenija ima samo gospodarstvo, izvozno usmerjeno gospodarstvo znotraj tega, ki je tisto, ki generira vse ostalo. Mi nimamo naravnih bogatstev, imamo les, pa ga ne izkoristimo, pa vodo, pa nič druga. Nimamo nafte, mi moramo to negovati, zato vam moramo omogočiti, da boste konkurenčni, da boste več delali, več ustvarili, zato da bomo lahko tudi delili. Jaz sem naivno mislil, da bomo ljudem leta 2022 povedali, veste, prvo naredimo, pol pa trošimo. S tako bedasto izjavo ne moreš dobiti volitev pri nas. Ker se volitve dobijo na obljube, ne pa na obveznosti. Zdaj, radi bi vsi spremembo. Ne bo je. Treba iti na volitve, pa treba, jaz vam ne bom rekel, za koga glasati, ampak je treba iti. Oni okrog Ljubljane, pogledajte si udeležbo na zadnjih volitvah. Ta rekorden rezultat je bil izvoljen tam. Mi na vzhodu pa nismo šli dovolj na volitve.
In imamo to, kar imamo. Mi imamo tako oblast, ko smo jo mi izvolili. Nismo jo mi, ampak mi. In vedno bomo imeli tako, kot si jo zaslužimo. Zato, če hočemo imeti drugačno, pojdimo, volimo in bodimo odgovorni. Ne nasedemo, prej sem govoril o medijih, ne? Veste, ko bomo šli na volitve, predtem bomo face preparirani. Je treba imeti trdo voljo pa znanje do tega, da bomo pač prepričali ljudi, da volijo tistega, ki bo pol delal v dobro njih. Jaz verjamem v spremembo, ampak verjamem, če bomo vsi odgovorno pristopili k temu. Pa mi rečete zdaj, da filozofiram ali ne. Bodimo odgovorni, negujmo naše okolje, našo državo in ne dovolimo, da nam bodo manipulatorji dobili še en mandat. Ne morem druga reči. Ja, mislim, da je bila to najboljša zaključna misel, ki jo je lahko izrekel gospod Počivalšek, tako da ne bi več ničesar dodala. Najlepša hvala vsem trem, ker ste si vzeli čas, ki ste se pripeljali tako daleč v Lendovo. Hvala tudi vsem vam, ki ste si današnji dan oziroma večer rezervirali za to, da ste nam prisluhnili. Res najlepša hvala vsem skupaj.